界分外妖娆，跟着你远。Ica, pa moram jaz to res poslušati, se nisva na Kitajskem, no. Je pa, a ne gremo v kitajsko restauracijo? Sem te hotel malo pripraviti na vzdušje tam, ne? Mislim, lahko grejo malo bolj po, zdaj ne predelo. Čakaj, so zato v avtu kitajske znamke, ali kaj? Ne, to pa zato, ker se z vozili te znamke vozi tudi kitajski predsednik, ne? In evo, tudi zate najboljše, Anže. Zakaj grejo pol kitajsko jesti? Ja, budget, ne, pač ali to, ali pa pač alternativa je sendvič spet nek posebne, zdaj se pa odloči. Dar, pa restauracija. Ja, v redu, pa naš gimusko, da prijeva v stilu tja, ne? 把红旗拥抱，跟着红旗奔跑，一路欢笑，让红旗飘飘。 Pogosto slišim, da kitajske znamke nimajo zgodovine in tradicije, kakršno imajo naše evropejske, ampak znamka avtomobila ob meni obstaja že od leta 1958. Še bolj noro, njihov model CA770 je že od leta 1965 uradni državni avtomobil. No in z njihovimi limuzinami se je naokrog vozil že Mao Tse-tung, z njihovo najbolj prestižno limuzino se pa zdaj naokrog vozi trenutni kitajski predsednik Xi Jinping. Sem ujel vaše zanimanje, ne? Ker tole ni kar ena kitajska znamka. Tole je Hongqi, v prevodu rdeča zastava, ena najstarejših in najbolj prestižnih kitajskih avtomobilskih znamk z globoko vpetostjo v politično in kulturno zgodovino Kitajske. Zato tudi tile logotipi spominjajo na kitajsko zastavo. No in tole je model HS3, nikakor zadržan avtomobil, in če vas ta nastopaški gobac spomni na kakšno drugo ultra prestižno znamko, nič nenavadnega. Za obliko tega in ostalih modelov znamke Hongqi je namreč poskrbel Giles Taylor, ki je včasih risal avtomobile pri Rolls-Royceu. Znamka Hongqi je že kar nekaj let prisotna na nekaterih evropskih trgih, no do leta 2028 pa nameravajo postaviti več kot 200 prodajnih salonov, predstaviti 15 različnih modelov in to v 25 državah Evrope. Pri nas je na voljo že kar nekaj različnih modelov, tale sploh ni najdražji, najbolj in sploh, pa v bistvu zunaj navduši z takim prefinjenim izgledom, znotraj pa z umirjeno eleganco. Seveda gre z materiali vedno lahko še bolje, ampak tukaj nimam posebnih zamer, veliko je v bistvu usnja in nasploh vse dobro izgleda, tudi izdelano je v bistvu dovolj dobro, da med vožnjo potem nobena stvar ne škripa ali pa ne poka. In tudi ta Hongqi je dokaz, da Kitajci izdelujejo elektroniko praktično za cel svet, ker sta ta dva zaslona precej impresivna, zelo pregledna, nimam nobenih pripomb, kot dva majhna OLED televizorja sta. In kamere seveda vse naokrog vozila, slika pa v bistvu zelo dobra. No, pomaga tudi, da imata oba zaslona diagonalo večjo kot 12 palcev in sta že zato impresivna. Sicer je pa skoraj neverjetnih kar nekaj stvari, še posebej, če upoštevam ceno. Tole je 4,65 metra dolg avtomobil, zato je prostora ogromno. Sprednja sedeža sta zelo udobna, no tukaj zadaj se pa sedi skoraj predsedniško. Evo, jaz s svojimi nožicami lahko kar brcam po luftu. Mimogrede, a kdo ve, koliko je Xi visok? Da vidim, če bi bil že ta dosti hud za njega. Ne? No pa sej on itak potrebuje limuzino. Skratka, prostora je naravnost ogromno, prtljažnik pa s 434 litri dokazuje, da je potreben prostor samo za poslovno aktovko, ne pa za hladilnik. Bom glede vožnje in uporabnosti povedal kakšno več v samem testu. Tukaj v bistvu lahko dodam samo še, da je avto karakterno precej umirjen. Hitro šviganje skozi ovinke ni njegova domena, udobno in tudi dovolj tiho požiranje neravnin, evo, to mu bolj paše. Sicer bi pa vse to mogel povedati Iztok, ker je on danes moj voznik, jaz sem še čakam na malco. Ja, mislim, očitno je udobno, ne, če celo naš Anže zadaj sedi. HS3 poganja 1,5 litrski turbobencinar s 115 kW, torej je konjenica zadostna, ni pa brutalno zmogljiv. Gre motor fino skupaj s karakterjem, je celoten avto bolj umirjen, zato mu paše tudi ta robotiziran menjalnik s 7 prestavami, da tudi meni ni treba delati. No, boš zaspal ti ali kaj? Ne vem, mogoče res, zdaj malo muske pa bom.